Dober dan vsem. Poglejmo zdaj, kako izračunamo nekatere limite v nedoločenih oblikah. Torej, tukaj imamo to limito, če mi poskusimo namesto x-a dati 5, tukaj imamo koren od 5 minus koren od 5, tukaj 5 minus 5, ja, torej koren od 5 minus koren od 5 je nič in tukaj 5 minus 5 je nič, imamo nedoločeno obliko vrste nič, ulomljeno nič. In torej, zato da izračunamo to limito, moramo rabiti nekako tehniko. Tukaj ideja je, da racionaliziramo nekako števec. Navadno se zmeraj racionalizira imenovalec, tukaj pa bomo racionalizirali števec. Zdaj vidimo, kaj dobimo. Torej, limita, ko gre x proti 5 od, torej koren od 5 minus koren od x, ulomljeno x minus 5, bomo množili zgoraj in spodaj z koren od 5 plus koren od x, koren od 5 plus koren od x. Zakaj? Ker rabimo pravilo a minus b krat a plus b je a na drugo minus b na drugo. Torej, tukaj imamo limito, ko gre x proti 5, torej tukaj imamo koren od 5 na drugo je 5, minus koren od x na drugo je x, in tukaj imamo x minus 5, koren od 5 plus koren od x. Torej, in tukaj imamo 5 minus x, x minus 5. Ta dva faktorja dobimo enega od drugega, ta dva polinoma dobimo enega od drugega, tako da pomnožimo z minus 1. Torej, lahko krajšamo s tem, da tukaj ostane faktor minus 1. Torej, limita, ko gre x proti 5 od, tukaj imamo minus 1 ulomljeno koren od 5 plus koren od x. Sedaj, če namesto x stavimo 5, tukaj imamo koren od 5 plus koren od 5 je 2 koren od 5. Torej, minus 1 ulomljeno 2 koren od 5. Potem, če hočemo, lahko še racionaliziramo s korenom od 5, množimo zgoraj in spodaj s korenom od 5 in dobimo minus koren od 5 ulomljeno 2 krat 5, torej 10. To. Ja, sedaj naredimo en težji primer. Limita, ko gre x v plus neskončnost, od koren od x na drugo plus x minus 2, minus koren x na drugo minus 2. Sedaj, ko x gre v plus neskončnost, ta polinom druge stopnje gre v plus neskončnost. Tudi ta in koren od nečesa gre v neskončnost, gre še v neskončnost. To imamo nedoločeno obliko neskončnost minus neskončnost. Neskončnost minus neskončnost. In torej bomo, ideja je malo kot v prejšnji vaji, samo da tukaj nimamo ulomka, lahko mislimo to kot to ulomljeno 1 in torej množimo zgoraj in spodaj, tako da racionaliziramo to. Torej, ta koren plus ta koren, zgoraj in spodaj, znotraj korena pred znaki ostanejo isti. Tukaj bo menjalo plus, koren x na drugo minus 2 in to napravimo, množimo s tem, zgoraj in spodaj koren x na drugo plus x minus 2 plus koren x na drugo minus 2. Sedaj smo najlažje množili, da rabimo pravilo a na drugo minus a plus b, a minus b krat a plus b je na drugo minus b na drugo, torej napravimo to isto, limita, ko gre x v plus neskončnost, torej tukaj izgine koren, imamo x na drugo plus x minus 2, pazimo, da je na drugo minus b na drugo in naš b na drugo je x na drugo minus 2. Morda to oklepaj zaradi tega minusa, tisto od spodaj prepišemo. Torej, zdaj lahko mislimo, da odpravimo ta oklepaj s tem namenjamo predznake. Tukaj dobimo minus x na drugo in tukaj plus 2. X na drugo se uniči z minus x na drugo, minus 2 s plus 2 in tukaj imamo x. Pomislimo, da damo x, ki gre v neskončnost,
Torej, ta koren gre v neskončnost, to je ta, sedaj nimamo več minus, imamo neskončnost plus neskončnost, je neskončnost. Problem je, da imamo neskončnost, ulomljeno neskončnost. In to je še zmeraj ena nedoločena oblika. In torej, zdaj, kaj naredimo, pomislimo, da vzamemo ven ta x na drugo, tukaj. Torej, v obeh korenih izpostavimo x na drugo. Limita, ko gre x v plus neskončnost, torej tukaj zgoraj imamo x, tukaj spodaj koren od x na drugo, ki množi 1 plus 1 ulomljeno x minus 2 ulomljeno x na drugo. Če niste prepričani, pomislite, da množite x na drugo s temi in vidite, da prijo prav ti členi tukaj. Plus, tukaj se izpostavi x na drugo, ki množi 1 minus 2 ulomljeno x na drugo. Tako, sedaj v obeh korenih lahko, ker x na drugo znotraj korena množi ta oklepaj, lahko vzamemo ven koren od x na drugo. Pazimo na to, da koren od x na drugo je absolutna vrednost od x, ni x. Zakaj? Pomislimo, če x je pozitiven, nimamo problema. Če x bi bil negativen, in tukaj bi dali samo x, ne bi dali absolutna vrednost od x, če bi dali tako. Torej, če bi bil x negativen, na drugo pa je pozitiven, lahko zračunamo koren in ta koren je ena pozitivna vrednost. In pozitivna bi bila enaka negativni, ker x je negativen. Torej ne, moramo dati absolutno vrednost. In torej, limita, ko gre x v plus neskončnost, torej zgoraj x prepišemo. Tukaj, torej koren od x na drugo je absolutna vrednost od x. Imamo tukaj v obeh členih, torej tisto absolutno vrednost od x tudi izpostavimo. Absolutna vrednost od x, ki množi kaj? Koren od 1 plus 1 ulomljeno x minus 2 ulomljeno x na drugo plus koren od 1 minus 2 ulomljeno x na drugo. Ja, in sedaj, ideja je ta, ker x gre v plus neskončnost, x bo imel v zmeri večje vrednosti, zmeri pozitivne. In torej x v bistvu ga lahko vzamemo kot pozitivnega, ker gre v plus neskončnost. In torej absolutna vrednost od x, če x je pozitiven, je zmeraj x. Torej, tukaj zgori x, namesto absolutna vrednost od x damo x, ker x bo imel pozitivne vrednosti. In tukaj damo koren, tisto, ki je, zdaj ne prepišem, plus tisti drugi koren. A ja, tukaj, ja, moram dati limita, ko gre x proti plus neskončnosti. Torej, x se uniči in tukaj, ko x gre v plus neskončnost, pazimo, ta ena, tukaj bi dali to, v te korene, 1 ulomljeno x, 2 ulomljeno x na drugo, to gre vse proti nič. Tudi to gre proti nič. In torej imamo koren od 1 plus koren od 1. Tukaj je tisto, ki prije vam z limite. In tukaj, torej, koren od 1 je 1, imamo 1 plus 1 v imenovalcu. Torej, prije 1 ulomljeno 2, 1 polovica. In sedaj pomislimo še, koliko je limita, ko gre x v minus neskončnost, zmeraj od iste začetne funkcije. Ne bomo zračunali še enkrat, samo primerjamo s tem. Torej, dobimo vse izraz tako in tukaj, ko dobimo zgoraj x, ko dobimo absolutna vrednost od x, če x gre v minus neskončnost, bo zavzemal negativne vrednosti. Absolutna vrednost od x, če x je negativen, je minus x. Dovolj pomislite, naprimer, absolutna vrednost od minus 4 je minus 4, ki je plus 4. Torej, absolutna vrednost negativnega je minus argument. Minus x in tukaj pridejo ta dva korena, tukaj, en plus ta drugi. Torej, x se poenostavi. Tukaj imamo ta minus, tukaj bomo imeli zmeraj 2, torej prije minus 1 polovica. Prosim, všečkajte in opišite se. Hvala.